Gospod Han, glede na to, da naj bi vi povabili gospoda Prebiliča na kavo, kjer ste mu omenili to možnost skupnega nastopa na volitvah, ali ste bili osebno razočarani nad odločitvijo Preroda? V politiki pač ni razočaranja, v politiki so take stvari normalne. Res je, jaz sem poklical gospoda Prebiliča iskreno, z iskreno željo, da po pregledu političnega stanja v tej državi, glede na to, da smo sorodne stranke s podobnimi programi, ker poznam nekaj imenitnih ljudi, ki so šli pa so v Prerodu, da mogoče razmislimo, da ne drobimo glasove in probamo narediti eno zgodbo, ki bi lahko bila pozitivna, bom rekel, za to socialdemokratsko idejo. Odločili so se, kakor so se pač odločili, jaz to zadevo ali pa njihovo odločitev spoštujem, namenoma se nisem v zadnjih dneh oglašal, ampak jaz se vidim, ne glede na volitve, ampak mislim, da ta politični prostor je potreben nekega dogovora, potreben nekega spoštovanja, zato da smo močnejši. Ekipna zgodba je zmeraj močnejša, kot pa posamezna. Ampak kako je ekipna zgodba po vašem mnenju močnejša zdaj? Ker imava na levi sredini vsaj trenutno izrazitega enega igralca Roberta Goloba, na desni sredini Janeza Janšo, kje je potem zdaj tukaj SD, kje je zdaj potem tukaj Prerod, kje so tukaj demokrati, kje je tukaj Nova Slovenija. Ker oba predsednika obeh strank sta tukaj v tem studiu govorila, da mislijo, da je treba to ideologijo oziroma ta dva pola nekako ne odmisliti, ampak da se ljudem pokaže, da obstajajo alternative. Ste vi tukaj zdaj ta sredina, če tako rečem? Oziroma alternativa? Jaz sicer seveda ne komentatorji, noben težko omenijo socialno demokracijo, ampak socialni demokrati smo skozi 30 let obstoja naredili veliko dobrih stvari za to državo. Seveda tudi kakšno napako, prevzeli odgovornost. In jaz mislim še zmeram, da mi moramo sodelovati, ne glede na to, ali so volitve ali ne. Zakaj? Zato, ker močnejši lahko nekatere stvari lažje premikamo. Ampak socialni demokrati zaradi, bom rekel, tudi te odločitve Preroda, bomo šli normalno na volitve. Mi program imamo, bom rekel, 99% spisan, glede na zdajšnje razmere, ki so v svetu. Ekipe imamo postavljene, kar se tiče večina volilnih odborov oziroma kandidatov. In meni je samo žal, da so mogoče nekateri to zelo osebno vzeli. Kdo recimo, po vašem mnenju? Vsi te komentatorji, da je to neka šibkost za mene, ker sem jaz pač poklical, jaz pa vendarle mislim, da je to, težko govoriš, ampak modrost je, ali pa tudi v politiki je pomembno, da se predsedniki strank med sabo pogovarjamo, zato ker smo odgovorni prek političnega delovanja za to, v kakšni državi Sloveniji želimo živeti. In kako boste vi zdaj v vladi Roberta Goloba 4 leta, kako boste zdaj vi v teh predvolilnih nastopih prepričevali ljudi naj volijo za SD, da ste drugačni od Roberta Goloba? Mislim, jaz bom to z lahkoto naredil. Ne, da smo drugačni, mene ta moment ne zanima ne Robert Golob, ne nobena druga stranka, ampak ko jaz pogledam, kaj smo kot socialni demokrati uspeli, danes sem dobil veliko pohvalo, bom rekel, na športnem delu, to, kar smo na našem resorju v zadnjih letih za šport naredili, za promocijo športa, za to, da smo vrnili športnikom tisto, kar so nam v 30 let na nek način pokazali pot, smo lahko na to ponosni. Kar se tiče akcije, ko so bile poplave, mi smo bili eno ministrstvo, ki smo prvo izplačali zadeve. Tudi ta zakon danes, ki smo ga sprejeli, kar nekaj zadev je, ki smo jih kot mi operativno naredili. In drugo, kaj sem delal, ko je bila pokojninska reforma, sem iz strani delojemalcev in delodajalcev pomagal Luki Mesci in vladi, da je bil ta zakon sprejet na takšen način, da nismo imeli zdaj odzunaj velikih težav, kar se tiče, ne vem, zadev. Tako da jaz sem s tvojim delom zadovoljen in bomo lahko pokazali našo pot in našo organiziranost. Ampak kakšna bo pa vaša pot naprej? Nekateri analitiki menijo, da visite z uvrstitvijo v parlament. Kakšen rezultat, na kakšen rezultat greste torej na volitvah? Jaz vse analitike in komentatorje izredno spoštujem, jih poslušam, ampak verjamte mi, glede na, tudi mi delamo interne ankete in vidim, kako se gre. Socialni demokrati bomo presenečeni naslednjih volitev. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam lepa.